Pozdravljeni, Aljoša Markovič, lastnik in direktor restavracij Baščaršija v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Študirali ste na univerzi v Cambridgeu. Zakaj ste se odločili za ta študij? Kakšni so bili vaši cilji takrat? Konkretno študij na Cambridgeu, ki je bil magisterij, je prišel po 3-letnem dodiplomskem študiju v Londonu na LSE-u. Iskreno, takrat nisem vedel točno, kaj bi, kot večina ljudi po faksu. Dejansko sem se prijavljal za consulting službe v Londonu, ker so consulting službe zelo velika konkurenca je v teh službah, v smislu, da v nekateri firmi, kjer sem v 3. letniku faksa, sploh nisem dobil intervjuja, potem po magisteriju sem pa dobil službo kot eden izmed 10. Nisem dobil te službe, ki sem si jo ja želel, in potem sem rekel, da bom jaz podaljšal še eno leto študiranja v Angliji. Hvala Bogu sem dobil priložnost študirati na taki univerzi, kjer je bila tudi izkušnja drugačna kot v samem centru Londona, je bila bolj campus izkušnja, je tudi zgodovinsko bilo zanimivo se udeležiti vseh teh njihovih običajev, ritualov, formalnih večerij. Smer pa je bila finance, ker je nekako v sklopu mojega študija ekonomije in managementa so mi te, kako bi rekel, predmeti za številkami so mi šli vedno bolje, sem se jih vedno tudi bolj veselil, tako da sem potem tudi šel dalje finance in sicer specializirano v nepremičninah študirati, tako da je bila to odločitev, je prišla kot podaljšanje nekega študentskega življenja in odločanja o prihodnosti ali o službi, ki si jo želim vzeti. Evo. Zdaj leta 2020 ste pa po vrnitvi iz študija prevzeli gostinski posel staršev in to ravno, ko je udarila pandemija COVID-19, ki je med drugim močno udarila po gostinskem sektorju. Kako ste prišli do odločitve, da prevzamete družinsko restauracijo ravno v tem času? Jaz sem najprej po študiju, po magisteriju šel delati v Berlin. In sicer najprej, tako sem rekel prej, sem se odločil, da bi šel v consulting z namenom, da spoznam neko industrijo, ker v consultingu delaš pač projekte po 3-4 mesece v raznih industrijah. Sem mislil, si bom našel svojo industrijo, svoj problem in bom iz tega zgradil podjetje, ampak potem sem se raje odločil, da grem delati v en startup. Takrat sem šel delati v Habit z Y-om, direktno z ustanoviteljem in direktorjem tega podjetja. Takrat je to podjetje imelo 10-12 zaposlenih, danes je to podjetje, mislim, da z več 100 milijoni prometa, mogoče celo čez milijardo. Spet z namenom, da se naučim, kaj to pomeni graditi in razvijati podjetje z namenom, da pač to podjetje abnormalno zraste. Ampak sem po 6-7 mesecih že videl, da me mantra ta želja, da bi ustanovil in gradil nekaj svojega. Potem se je začela korona in sem se dejansko zaradi korone vrnil domov. Nisem se vrnil domov, da bi prevzel družinski posel. V tej vrnitvi domov, v teh parih mesecih sem dal tudi odpoved in se odločil v koroni dejansko se razmišljati in se odločiti, kaj bom jaz delal dalje, s čim se bom ukvarjal, z idejo, da je to v nekem podjetniškem duhu. Ker je bila korona, sem jaz se prvič v življenju bolj aktivno vključil v družinski posel. Predtem sem bil fokusiran na osnovno šolo, srednjo šolo, faks. Nisem bil nikoli vpleten v družinski posel aktivno. Ker je bil lockdown, smo morali vzpostaviti dostavo in potem sem se jaz vključil tu in skozi to vključitev, ki je bila posledica koronavirusa in lockdowna, sem odkril potencial družinskega posla. Sem videl, moji starši so naredili res vrhunsko zgodbo z tema 2 restauracijama, z restauracijo Okrepčevalnico. Če bi se to dalo nadgraditi, če bi se dalo razviti to v verigo, bi to lahko bil res en velik podjetniški projekt in potem sem se odločil za to.
Kako pa ste nadgradili ta posel in kje elemente ste pa ohranili enake, kot so jih vzpostavili že vaši starši? Elementi, ki so ostali, je številka 1 fokus na produkt. Torej, posebnost naše zgodbe, posebej zdaj, ko postajamo profesionalizirano gostinsko podjetje z željo po pravem menedžmentu, rizik od tega je, da se zgubiš v številkah, da začneš gledati P&L preveč, da začneš gledati procent odpisa glede na promet, da začneš gledati povprečen račun in tako naprej, in da zgubiš stik z produktom. Da zgubiš tisto, na osnovi česar je uspeh dejansko bil zgrajen. In ravno s tem fokusom na produkt je organsko tudi nastala zgodba, ki so jo ljudje prepoznali in ki jo ljudje cenijo. Torej, to je številka 1. Številka 2 je bil fokus na zaposlene. Torej spet, z nekim razvojem podjetja, z rastjo se lahko ti hitro zapreš v pisarno in gledaš številke, toliko ljudi imamo, če bi zmanjšali enega človeka, lahko hitro začneš gledati ljudi kot pozicije in kot številke, torej zaposlene, in spet zgubiš stik z osnovo svojega posla, ki pa je produkt pa zaposleni. Tako da ti dve stvari smo kljub rasti in razvoju skušam obdržati, mislim, da smo jih obdržali, torej z rastjo je naš produkt postal samo boljši. Ampak to je bilo plansko narejeno, torej z zmanjševanjem števila artiklov, ki imamo, z razvojem centralne kuhinje in proizvodnje, z jasno napisanimi procesi, zdaj z jasno tudi zastavljenim treningom in uvajanjem ljudi in tako naprej in tako naprej. Stvari, ki so se spremenile, je, da se stvari, ki so jih moji starši delali po občutku in ki so jih zaposleni, prvih teh 20 zaposlenih delali po občutku, jih spreminjamo v procese in sisteme. To nam omogoča, da na 4 lokacijah lahko izvedemo isto ali boljšo izkušnjo za gosta, kot smo jo prej na eni lokaciji. In številka 2 nam omogoča, da lahko nove zaposlene vpeljujemo v posel, da držijo to konsistenco izkušnje gosta lažje in hitreje. To pomeni, da je, rečemo, v prejšnjem podjetju je obstajala 1 ali 2 kuharci, ki sta pač znali recepte, niso bili napisani, delali so se na lokaciji in tako naprej. Ko smo odprli drugo lokacijo, je to že bil problem. 3., 4., še večji problem, in potem smo se odločili številka 1 normalno spisati, kar se zdi banalno, ampak pisati, če se je kdo kadarkoli lotil pisati katerihkoli SOP-jev ali procesov v svojem podjetju, če se je kdorkoli lotil pisanja receptov, me bo razumel, da je to dosti težje, kot pa zveni. Tako da smo se lotili pisanja tega na način, da se ta pisana forma lahko sprovede v praksi, torej da standardiziramo produkt. Številka 2 smo se potem odločili, da če smo na 4 lokacijah, da imamo centralno pripravo in predpripravo. Torej zadeve iz občutka, iz ad hoc odločanja ljudi, od zaposlenih do mojih staršev spreminjamo v procese, sisteme, trening, da lahko dejansko odpiramo nove lokacije in standardiziramo izkušnjo gosta. Evo, tako da to. Številka 2 je sprememba, da zdaj prej nekih vodij nismo imeli, zdaj pa imamo neko organizacijsko strukturo z upravo, z vodjami poslovalnic, z vodjo financ, z vodjo kadrovske. Torej se je naša, rečemo, vodstvena ekipa razširila iz mama in oče in mogoče natakar, ki mu najbolj zaupaš, in žarmojster, ki mu najbolj zaupaš, torej imena, do
4 vodje poslovalnic, vodja proizvodnje, vodja kadrovske, vodja financ, tudi vodja nabave bo zdaj nova zadeva, torej imamo neko management ekipo in se to iz nekega vodenja restauracije spreminja v vodenje podjetja. Zdaj, v 5 letih, odkar ste prevzeli vodenje, ste odprli 2 novi restavraciji v Ljubljani in Kopru. Prihodke ste povečali za približno 7-krat, število zaposlenih se je popeterlo približno. Kako ste dosegli točno rast v tako kratkem času? Ja, kar se tiče rasti, številka 1 je bilo odpiranje novih lokacij, torej to sta 2 novi lokaciji, čeprav tudi tretja je bila prej okrepčevalnica, zdaj je restauracija. Prej se imenovala okrepčevalnica Sarajevo, to je zdaj Baščaršija Gosposvetska, samo odločitvijo rebrandinga iz manj znane blagovne znamke, ki je bila okrepčevalnica Sarajevo, v bolj znano blagovno znamko, ki je postala Baščaršija takrat z Mariborom, ki je bila ta kultna restauracija v Mariboru in z Koprom, so se čez noč prihodki povečali za krat 2. Kar pomeni, da smo mi, ne vem, če smo delali, to je bilo 2023, 19. Ne vem, kdaj smo rebranding, mislim, da aprila ali maja. 19. maja, če smo delali povprečju, ne vem, 1000 evrov na dan prometa, ko smo naredili rebranding in otvoritev z imenom Baščaršija, smo od takrat dalje delali čez 2. In jaz sem mislil, da je to najprej, ne vem, 1 mesec te promocije, otvoritev, ampak potem se je to obdržalo in je ta rast se samo nadaljevala. Torej, odpiranje novih lokacij je en jasen način povečevanja prihodkov. Številka 2, ki gre kontra intuitivnemu. Intuitivno pa je, dajmo povečati število artiklov, da povečamo prodajo. Dajmo prodajati še solate, dajmo prodajati še lignje, ker bomo s tem povečali prodajo. Jaz sem prepričan, da smo mi z zmanjšanjem števila artiklov za nekje 40% od originalnega, ko sem jaz prevzemal, to so bile solate, a la carte itd., smo promet na obstoječih lokacijah, torej rečemo na tej v poštni originalni lokaciji, povečali za več kot 2-krat, mislim, da celo 3-krat zdaj. Ne, od originalnega prometa te lokacije milijon smo zdaj blizu, ne vem, 2,7, 2,8 za naslednje leto. Ne. Zakaj? Številka 1, z samim zmanjšanjem števila artiklov se avtomatsko, brez česarkoli drugega, poveča kvaliteta. Zato, ker če ti daš enemu kuharju 15 jedi, da pripravlja, ali pa 5, bo isti kuhar teh 5 že zaradi števila artiklov pripravil boljše, bo večji fokus. Številka 2, nam je včasih zdaj izziv ne napolniti restauracijo, ampak polno restauracijo z kolono ljudi zunaj postreči v čim hitrejšem času. Kar pomeni, da mora biti organizacija kuhne zelo dobro zasnovana in organizacijo kuhne je dosti lažje zasnovati, da ti kljub, rečemo, polni restauraciji za 70 mizami dobiš hrano v 20 minutah, jo je zelo lažje postaviti, če imaš manj artiklov. Torej, če imaš žar, kuhane jedi, fritezo. Kvaliteta in kvantiteta potem gre gor. Kak imaš ti neke zadeve, ki so a la carte, ki zahtevajo nabavo 3 različnih, pa predpripravo, pa ti potem tistega zmanjka, pa imaš zadeve na štedilniku, imaš samo dejansko 4 pozicije na štedilniku, če ti nekdo naroči 5 a la carte jed, si že v problemu, že mora čakati te, na žaru je to dosti bolj preprosto, itd. Tako da, to so bile sama kvaliteta in boljša organizacija. 2 stvari glavni za povečanje prometa. Povečanje števila ljudi pa je spremljalo željo po odpiranju novih lokacij in po rasti prometa. Torej več prometa, več rabimo tretji žar. Če imamo tretji žar, rabimo še enega žar mojstra, da zaposlimo. Če hočemo centralno proizvodnjo, rabimo
2 kuharja, ki bosta samo v centralni proizvodnji, rabimo 4 pomočniki, ki bojo samo prali gajbe, rabimo še enega, ki bo vodil vse to, ki ga prej nismo imeli, vodja proizvodnje. Imamo, 100 ljudi, rabimo kadrovsko, ki bo zaposlovala, menedžirala administracijo, vodjo kadrovske. Tako da rast ljudi spremlja rast prometa. Kot ste jih omenili, vodite okrog 100 ljudi. Kako so vas sprejeli kot novega lastnika in direktorja? Ob prevzemu ste bili stari 26 let, če se ne motim. Super, odlično, brez kakršnega koli odpora. Bilo je seveda situacij, ampak situacije so še danes, kjer je odpor ljudi, malega procenta ljudi, ki pa nima odpor do mene osebno, ampak dejansko ni za to podjetje, rečemo. Mislim, da so imeli že v štartu neko zaupanje v mene, zdaj ne morem točno vedeti, zakaj. En razlog je sigurno izobrazba mogoče v tujini, ki so jo tudi oni spoštovali, čeprav ne. To je ta benefit izobrazbe v tujini ali pa imeti brand na CV-ju, da imaš to prednost, da ljudje predpostavijo, da si pameten pod narekovaj, kar ti olajša nekatere situacije. Številka 2 pa je verjetno bil moj odnos do njih skozi vsa ta leta, ki pa je bil nastavljen strani mojih staršev in vzgoje mojih staršev, ki pa je vedno bil dober. Tako da moj dober odnos do njih, do svojega 26. leta, potem od 26. naprej so prevzeli dobro. Tudi sam sem in danes komuniciram odprto z svojimi zaposlenimi, da v cilju razvoja podjetja je o želji razvoja podjetja je nemogoče razmišljati brez želje razvoja zaposlenih. In specifično v gostinstvu sem jim odprto govoril, da je moja želja, da se njihovi pogoji dela izboljšajo. Ne, da so bili slabi, ampak je gostinstvo specifična branža, kjer je mogoče, dajmo reči, primerljive delovne pogoje z nekimi drugimi industrijami včasih težko doseči. Primer. Pisarniško delo, neka pozicija, sobota, nedelja, prazniki so po defaultu zaprti, noben ne pričakuje, da delaš. Pri nas je odločitev, a bomo delali ali ne bomo. Mi bomo, ker si želimo postreči goste takrat, ko to najbolj rabijo. Če hočemo postreči goste kot takrat, ko vi to najbolj rabite, ne? Torej, ko ste fraj, sobote, nedelje, potem moramo takrat delati, potem morajo ljudje, ki so pri nas zaposleni, delati ob vikendih. Ne? Kar pomeni, če hočeš uvesti, da je nekdo, ki je že 10 let pri tebi, ima benefit tega, da je vsako soboto fraj, potem moraš zaposliti dodatne ljudi, da to omogočiš. Potem zaposliš dodatne ljudi, ampak imaš pogoje, da to narediš zato, ker si ustvaril promet, zato, ker so ti ljudje, na katere si ti fokusiran, da jim izboljšaš delovne pogoje, so fokusirani na produkt in na strežbo. In je to ta krog, ki ga stalno loviš. Torej, fokus na zaposlene, oni na produkt in goste, promet, imaš več sredstev za fokus na zaposlene in tako naprej, dokler ti dejansko ne pobegneš drugim podjetjem in mislim, da je cilj vsakega podjetja ta krog ustvarjati, dokler ti ne prideš do momenta, kjer nimaš problema, joj, nimam ljudi, ampak imaš problem, joj, dali smo glas ven za katerokoli pozicijo in nam se je javilo 50 ljudi, kako bomo izbrali pravega. In mi smo po nekaterih metrikah že tu v določenih momentih. Ne. Seveda, spet pravim, mi imamo določeno prednost, da smo vsebinsko, kar se tiče kadra, konkretno Baščaršija, imamo prednost zaposlovati in natakarje in žarmojstre v Bosni, v Srbiji, v Makedoniji, kjer obstaja ogromno še ljudi, ki si želijo kariere v tem poslu. V Sloveniji je tega dosti manj, ker je percepcija same industrije v primerjavi in z Avstrijo, torej in z zahodnimi državami in dol z južno državami je, se mi zdi, na nekem najnižjem nivoju. Slovenija konkretno.
Mi pa skušamo skozi svoje delo, tudi skozi ta intervju, iskreno, dvigniti renome našega podjetja in industrije, da zvabimo talente, mlade, tudi v to industrijo. Ne. Tako da, evo, to je to. No, ko smo ravno pri dviganju renomeja, nam lahko poveste, kaj je skrivnost dobrih čevapčičev? Skrivnost dobrih čevapčičev je imeti vezo v Bosni, ki ti bo izdala recept od Tako da tudi kot ogromno ljudi smo tudi mi dobili recept dejansko preko prijatelja. Takrat, ko so moji začenjali, so imeli 2 leti odprto restauracijo z nekim lastnim receptom, celo en čas jim je Mix delal, so jim delali košake, koliko se spomnim. Potem pa en naš prijatelj iz Zenice, iz Bosne, prišel in rekel, vse imaš super, to, kar je kuhano, kar je dejansko mama zasnovala, torej čorbe, baklave itd. Samo čevap ni to. In potem je uspel prepričati enega gospoda, ki ima verigo čevapdžinic v Zenici, ki ima res super produkt, da nam pride pokazati. In ko je prišel sem, je dejansko rekel, vaša kvaliteta mesa tu je boljša, kot imamo v Bosni, tako da verjetno lahko vi tudi boljši čevap naredite, kot ga mi naredimo v Bosni. Ne? Da lahko narediš z boljšo surovino tu, zaradi boljših pogojev, zaradi tudi verjetno trga, ki ga imaš na voljo, EU, ne? Lahko narediš boljši produkt, kot pa v državi, odkuder ta produkt izvira. Ne pravim, da je boljši, ampak pravim, da je to rekel ta lastnik verige. Recept je samo x% tega, da zdaj ne rečem 20, 30, 40, vse ostalo je spet se vrača na fokus na produkt. Torej, mi smo ta recept potem obdelovali, izboljševali, prilagodili, vsak dan odkrivali nove faktorje, ki lahko vplivajo na okus in teksturo mesa. In še danes imamo kakšne variante tega produkta, ki pridejo ven, ki so meni drugačne, ki jih ne znam pojasniti. Pa sem šel vse skozi sestavino, čas, temperaturo, koliko stoji, koliko ne stoji, od katerega dobi katera krava, kdaj je bila zaklana, koliko je stala, koliko se je hladila, bla, 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 bla. Vseeno pri hrani, kdorkoli se ukvarja s hrano, to razume. Pri nas je specifika posebej tega produkta, da nima začimb. Nima dodanih stvari, ki bi mu lahko skrile njegovo variacijo. Torej, mislim, od začimb je samo sol. Torej, meso, ki je mleto, in sol. Kako uporabimo to mešanico za kak produkt, ki ima v sebi začimbe, kot so klobase ali pa če dodamo sir za pleskavice, se ta variacija zmanjša. Zato ni toliko variacije pri burgerjih, rečemo. Mislim, ogromna variacija, verjetno podobna pri mesu, ampak je ne začutiš, ker imaš zraven sladko makico pa sir itd. Tako da je konstantno soočanje s težavami variacije produkta in želja po tem, da greš še globje v detajle in ugotoviš, čakaj, ni isto, če se ohladi na 2 stopinji, pa se melje, kot če je na 4. In potem se ti odločiš, do kere točke iti, da ostaneš normalen. Da te ne potegne, ker bo vedno, vse, kar boš kontroliral, boš prišel do neke variacije, posebej pri hrani. Tako da je to ključje dnevno, in to se ne konča. To se ne konča po mojem nikoli. In potem je to prenos spet znanja dalje na zaposlene. Jaz mislim, da je cilj, če smo mi podjetje, torej jaz ne meljem in mešam mešanice, pa da je moj produkt. Jaz sem moral to znanje prenesti na zaposlene. Mislim, da še večji uspeh bo v podjetju, ko bomo uspeli prenesti ta nivo fokusa na produkt na zaposlene, ki delajo s tem vsak dan. V smislu, jaz sem tudi največje lekcije, normalno, glede produkta dobil od ljudi, ki so dnevno delali. Seveda sem mogel filtrirati pa prilagoditi malo informacije, ampak če bojo oni sposobni dejansko izboljševati produkt z vodjo proizvodnje, potem bo to ultimativna zmaga, da ne bom jaz moral skakati not v produkt in sam. Ampak zato mi moramo postaviti strukturo podjetja, kjer to nagrajujemo. Zdaj pa, kako to spostaviti, pa bomo še videli.
Ja, no, kot pravite, imate zelo jasno razdeljene delovne zadolžitve, ampak kdaj pride do situacije, ko morate vseeno preskočiti na pomoč ali v restavraciji ali v proizvodnji? A se to zgodi kdaj? Jaz konkretno kot v fizičnem delu ne. Zato, ker ne znam niti delati večina teh zadev na nivoju, da bi to sploh lahko. Kar pa ne bi svetoval nekomu, komorkoli bi svetoval. Meni je bila vedno želja od začetka, da si vzamem 3 mesece, da grem na pozicijo žarmojstra, na pozicijo natakarja. Nekaj malega sem delal, ko smo odpirali normalne restauracije. Ampak enostavno v tem razvoju ni bilo nikoli časa, da zdaj rečem, pa 3 mesece sem delal 8 ur. Sem ogromno časa bil zraven, zato tudi razumem v detajle ta posel, zato ker sem bil z čistilko in vem, zakaj je eno čistilo, zakaj ne drugo. Sem pač z njo se zbudil in razumem, zakaj traja 4 ure, da čisti. Ampak če mi daš verjetno krpo, boš videl to togost človeka, ki ni s krpo delal dnevno v svojem življenju, z Viledo mogoče jazono, z ročko malo manj. Tako da, kaj je bilo vprašanje? Če kdaj preskočite na pomoč? To, jaz se zdaj trudim na tem nivoju, ko so vodje, tudi da čim manj probam skočiti na pomoč, ko je treba tudi te vodstvene probleme, ki se tičejo operativne probleme med zaposlenimi, manj in manj reševati. Tudi zdaj, ko zaposlujemo ljudi, rečemo vodja proizvodnje, ima izkušnje v vodenju ljudi in v podjetju gostinskem, ki ima več 100 ljudi, tako da ga nekaterih zadev tudi ne rabim uvajati, kako ne rešuje, tako da to je super. Ampak obstajajo rečemo situacije na tem nivoju z zaposlenimi, kjer se moram normalno angažirati. In v operativo se konstantno vključujem, ampak samo iz razloga, ko vidim, da nekaj ne štima in dajem svoj predlog, kako razviti operativo, da do tega problema ne pride. Torej, ne vem. Najbolj banalna stvar vidim, da nekaj ni bilo narejeno v nekem lokalu, ki bi moglo biti na checklisti včerajšnji za natakarja. Se vključim na način, da vprašam vodjo, če je vključil to v checklistu in potem ga probam strenirati, da vse probleme, ki jih ima, da jih on proba sistemsko reševati. Torej, da ima željo, kot sem jo jaz imel, da se ne vrti v krogu, torej, da ni po 20 letih spet isti problem, ampak da gremo dalje. Da razvijamo operativo na način, da neke težave, ki so bile del našega dnevnega reda, razvijamo operativo do mere, da pač teh težav več ni, ker obstaja sistemska rešitev. Ali načrtujete odprtje še kakšnih novih restavracij v kratkem, pa mogoče razmišljate tudi o širitvi izven meja Slovenije? Ja, oboje. Mislim, vsekakor imamo zdaj in kapacitete v proizvodnji in know-how, da lahko novo restauracijo uspešno odpremo in vodimo. Dosti lažje, kot smo takrat, ko smo odpirali drugo. Vsekakor si želimo še lokacij v Ljubljani, še eno vsaj. Dogovarjali smo se že za prostore, ampak ni bilo za zdaj uspešno. Probali bomo najti eno lokacijo, da odpremo v 2026, za 2027 se tudi pogovarjamo v Ljubljani. Kar se tiče širitve izven meja, nam je vedno bilo vprašanje, a je bolj smiselno iti v Avstrijo ali na Hrvaško. In mislim, da bi se prej odločil za Hrvaško. Številka 1 je že banalna stvar, ampak pomembna, da lahko obdržiš ime. Baščaršija ime lahko obdržiš na Hrvaškem, v Avstriji ne moreš, po moje, odpirati z imenom Baščaršija, ker jo lokalci zelo težko izgovorijo, preberejo. In potem, če že menjaš ime, si zamenjal brand in brand znova gre in tako naprej. Nimam rad nejasnih zadev. Rad imam zelo jasno zložene zadeve, nimam rad 2 podbrandov pod enim brandom, ker jaz ne trpim tega pri brandih. To si
zdaj razumem, če nisi to, če si nek brand z 5 podbrendi, ampak oni brand gre v drug brand, ampak potem jaz sploh ne razumem, kaj si in se sploh ne ukvarjam. Isto probam pri sebi doseči, da točno veš, ok, restauracija. Ne. Drug razlog pa je, da nam je Hrvaška zanimiva iz razloga, ker že tam obstaja igralec, ki je dokazal, da za tem produktom, torej za Žarom, to je Batak, čeprav so mi svetovali, naj ne omenjam konkurentnih brandov na stageih, jaz pač omenjam vsakega, ki ga spoštujem, tudi konkurenco, so dokazali, da se da dejansko odpirati. Tam obstajajo lokalci, ki jim je del vsakodnevne kulture, tudi ta produkt jim je blizu, ne, bivša država itd. Številka 2, obstajajo turisti enako kot v Sloveniji, ki jim je Slovenija in Hrvaška, posebej ti, ki so prišli prvič iz Zahoda, jim je prvi stik z Exiu. Ne bi ker so prišli na Hrvaško na morje, pa v Zagreb, ne bi šli glih v Bosno, v Srbijo, mogoče mislijo, da je nevarno, če so prišli iz Amerike. Ne. Vejo pa za ta produkt, torej za čevapčiča, pa za Žar, in ga iščejo. In ga iščejo v Sloveniji, in ga iščejo na Hrvaškem. Ne. Ker niti Slovenija, niti Hrvaška nimata enega jasnega mainstream, globalno prepoznavnega produkta v hrani. To je na Balkanu izključno, po moje, čevap pa burek. Pa brez kakšnega koli mojega interesa. To je v smislu, če ti greš sred New Yorka in vprašaš po tem produktu, je največja verjetnost, da bosta ta dva produkta prepoznana enostavno. Ne. Zato je tudi, kar se tiče turistov na Hrvaškem, je bila zelo podobna zgodba povpraševanja kot v Sloveniji. Številka 3, najbolj pomembna, zato ker povpraševanje pri restauracijah je redko kdaj vprašljivo, če imaš produkt, ki je dober. Ravno zdaj sem delal mesečno analizo in pri nas je zdaj, smo zaposlili prvega, bi rekel, žar mojstra, kuharja iz Nepala. In sem pogledal, ker imamo mi obroke za zaposlene, imamo dejansko definirane iz našega jedilnika. Torej vse, kar mi prodajamo, naši zaposleni. In on je od 24 obrokov, ki jih je jedel, je več kot polovico si naročil čevape. Ma pa Dunajski, pa Matiz. Ampak tako da sem napisal na Skupina 1, zanimivo, da je čevap globalni produkt. Tudi z Nepala, ko pride sem, se navleče na ta produkt. Tako da povpraševanje je redko kdaj pri restauracijah. Po moje se da tudi verigo pizzerij danes v 2025 uspešno narediti tudi v Ameriki. Malo drugačen, malo boljši, malo hitrejši, malo ne. Največkrat je izvedba problem. Torej tudi potem, ko gledaš kje odpirati, v Avstriji bi bilo uspešno, po moje na Hrvaškem bi bilo uspešno, v Nepalu bi mogoče lahko prišel do neke profitabilnosti s tem produktom, ne vem. Največkrat je problem izvedba. Izvedba pa je največ, a imaš ljudi, ki jih lahko zaposliš? Kaj je struktura teh ljudi? Kaj je že baseline motivacija teh ljudi za gostinstvo, za te urne postavke, za to? In na Hrvaškem je situacija lokalnega kadra v gostinstvu dosti boljša kot v Sloveniji. Zato, ker imaš več Hrvatov, ki si želijo kariere v resnem gostinskem podjetju, ker je percepcija gostinskega posla ni tako slaba kot v Sloveniji. V Sloveniji imaš zelo malo Slovencev, ki si želijo kariere v gostinstvu, ker je normalno percepcija, tudi opravičeno, gostinskega posla slaba. Ne? Torej, če greš v gostinstvo, boš stregel v nekem kafiču, boš dobil plačo pol na roke in to je to. Konkurent na Hrvaškem pa je uspel v gostinstvu narediti resno firmo, ne? Profesionalizirano firmo, s plačnimi razredi, z bonusi, z napredovanjem, z team building za zaposlene, z neko organizacijo, z neko strukturo itd. In imajo, 500 zaposlenih, od katerih je 400 Hrvatov. Ne. Jaz si ne predstavljam tu narediti gostinskega podjetja. Mogoče ne znam, mogoče sem naravnan na tisto, kar poznam,
ampak z 300-400 zaposlenimi v gostinstvu. Mislim, zdaj v tem trenutku, ko bomo postali še boljši kot podjetje, mogoče v tistem trenutku, ja. Tako da Hrvaška je po moje prvi nek, bi rekel, cilj za mednarodno širitev. Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala lepa. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije podjetništvo je MG Motor.